Naredili bomo eksperiment. V tem kozarcu imam 100 rdečih mravlj. V tem kozarcu pa 100 črnih. In zdaj jih bova skupaj zaprli v en kozarec. Prav nič se ne zgodi. Točno. Lepo, ločeno in mirno živijo druga ob drugi. Pazi zdaj. Začeli so se med seboj pobijati in napadati. Rdeče mravlje mislijo, da so črne mravlje njihove sovražniki, medtem ko črne, da so sovražniki rdeče. Razumem. In problem je v tem, kdo je zatresel kozarec. V vesolju je približno 500 milijard soncu podobnih zvezd. Če smo 20% takih zvezd okrožajo Zemlji podobni planeti, pomeni to, da je 100 milijard Zemlji podobnih planeti, kar je približno 100 000 inteligentnih civilizacij samo v naši galaksiji. Kje so torej vsi? Gospod profesor Fermi, ali imate v mislih teorijo veliki filter? Teorija pravi, da obstaja tako imenovani veliki filter, skozi katerega prej ali slej preide vsaka življenjska oblika. Ta filter predstavlja evolucijsko ali drugačno prepreko, ki je pogubna za razvoj inteligentne civilizacije. V tem pogledu lahko razvijemo več razlag, zakaj ne najdemo nobene druge inteligentne civilizacije v naši galaktični soseščini. Iz tega lahko sklepamo, da smo redkost. Točno, morda je veliki filter za nami, mi pa smo ena redkih ali celo edina civilizacija, ki je uspela preživeti ta filter in smo sedaj edini preživeli na evolucijski lestvici. Potem se vprašamo, zakaj je človeštvo posebno? Morda je življenje kot tako zelo redko, saj je na Zemlji minila milijarda let, pred je prišlo do prvih enostavnih oblik življenja. Morda pa filter predstavlja preskok iz preprostih prokariotskih celic v eukariotske celice. Na Zemlji je življenje potrebovalo dodatni 2 milijardi let, da se je razvilo v napredne živalske in rastlinske celične oblike. Morda pa je veliki filter pred nami. Kaj pa, če je bilo pred nami že veliko civilizacij, ki so prišle do velikega filtra, a je bil za vse poguben? In če je zdaj človeštvo na vrsti za veliki filter? Recimo kataklizmični dogodki, izbruh gamažarkov, ki so zelo pogost pojav v vesolju in imajo lahko uničujoče posledice za življenje na Zemlji. Morda pa je naravi vsake napredne civilizacije, da samo povzroči svojo pogubo. Morda. Sreda, 23. februarja 1944. Ljuba Kiti, včeraj je bilo zunaj nebeško vreme in jaz sem židane volje. Moje pisanje dobro napreduje in to je najlepše, kar imam. Skoraj vsako jutro grem na podstrešje, da si od zatohlega zraka prevetrim pljuča. Ko sem danes jutraj prišla tja, je Peter ravno pospravljal. Svojega najljubšega kotička sem gledala v modro nebo,
na gole kastanjeve veje, na katerih so se še leskedale kapljice, na galebe in druge ptice, ki so bile nizko na nebu videti čisto srebrne. Ta pogled naju je oba ganil in pretresil, da nismo mogli reči niti besedice. Vdihevala sva hladni zrak, gledala ven in čutila, da ne smeva prekiniti te tišine. Zelo dolgo sva ostala tako. In ko je začel sekati drva, sem vedela, da je dober fant. Stala sem in gledala, kako spretno seka in se očitno trudi, da bi mi pokazal, kako je močan. Skozi odprto okno sem videla velik kos Amsterdama in čez njegove strehe, prav tja do obzorja, ki se je svetlo sinije v daljavi zlivalo z nebom, dokler je sonce in nebo brez oblačkov in dokler vse to lahko doživljam, ne morem biti žalostna, sem si mislila. Če te je strah ali pa če si osamljen in nesrečen, je gotovo najboljše zdravilo, da greš v naravo, ker si sam z njo, z nebom in z Bogom. Takrat začutiš, da je vse tako, kot mora biti in da si želi Bog srečne ljudi v preprosti, lepi naravi. Dokler vse to obstaja in to naj bo še vedno, je tudi tolažba za vsako predkost, to vem. Trdno verjamem, da lahko narava prežene mnogo hudega. Ne vem, mogoče pa je blizu čas, ko bom to prekipavajoče veselje lahko delila z nekom, ki čuti prav tako kot jaz. Tvoja Ana. Sem ti že povedala, da je Mofi izginil? Od prejšnjega četrtka ni več sledu za njim. Gotovo je v mačjih nebesih in kakšen ljubitelj živali si je preskrbel dobro kosilo. Mogoče bo kakšno bogato dekle dobilo kučmo iz njegove kože. Peter je bil zelo žalosten zaradi njega. 2 tedna kosimo ob sobotah že ob 11:30, dopoldne pa dobimo samo skodelico kaše. Od jutra naprej bo vsak dan tako, prihranili bomo eno bok na dan. Danes smo imeli nagnito kuhano solato, zraven pa še malo nagnitega kuhanega krompirja. Imenit nedeljnik. Nikaj. Lahko si misliš, kolikokrat se tu obupano sprašujemo, čemu? Le čemu ta vojna? Zakaj ne morejo ljudje živeti v miru? Zakaj je treba vse opustošiti? To je upravičeno vprašanje, pametnega odgovora pa do zdaj še ni dal nihče. Zakaj izdelujejo vedno večja letala, vedno večje bombe, hkrati pa gradijo nove bloke? Zakaj za vsak dan porabijo za vojno milijone, za zdravstvo, umetnike, za reveže pa nič? Zakaj morajo ljudje stradati, v drugih delih sveta pa hrana gnije? Zakaj so ljudje tako trapasti? Ne verjamem, da povzročajo vojno samo veliki ljudje, vlade in kapitalisti. Ne, tudi mali človek se rad vojskuje, saj drugače bi se temu že zdavnaj uprli. Človeku mora biti uničevalni nagon, da ubija, mori in pustoši.
Dokler se ne bo vse človeštvo brez izjeme spremenilo, bodo divjale vojne in kar je človek predelal ali zgradil, bo poteptal in uničil. In na to se bo vse začelo znova. Tvoja Ana. Ljuba Kitty, danes sem se zbudila 5 minut pred 7 in natanko sem vedela, kaj se mi je sanjalo. Sedela sem na stolu, meni nasproti je sedel Peter Schiff. Listala sva po knjigi s ilustracijami Mary Boss. Sanje so bile tako žive, da se spominjam celo ilustracij. Potem so se sanje nadaljevale. S Petrom sva se srečala z očmi in dolgo sem gledala v njegove lepe, žametno rjave oči. Potem je rekel Peter čisto tiho, če bi to videl, bi že davno prišel k tebi. Prevzeta v ganjenosti sem se slikovito obrnila, naenkrat pa sem začutila na svojem licu njegovo mrko, hladno, a kako dobrodejno lice in vse je bilo prav. Takrat sem se zbudila, na svojem licu sem še vedno čutila njegovo in njegove rjave oči so gledali globoko v moje srce, tako globoko, da je lahko videl, kako sem ga imela rada in ga imam še vedno. Spet so se mi navrele solze v oči in bila sem žalostna, ker sem ga zgubila, hkrati pa vesela, ker sem videla, da je Peter še vedno moj. Čudno, da imam pogosto tako žive sanje. Neke noči sem tako jasno zagledala pred seboj umico, da se mi je zdela njena koža kot mrhak naguman žamet. Potem se mi je kot angel varuh prikazala babica in nato moja prijateljica Haneli, simbol nesreče vseh mojih prijateljev in vseh Židov. Kadar molim zanju, molim za vse Žide in vse uboge ljudi. Tvoja Ana. Hipoteza pravi, da je človeštvo del simulacije. Torej je Zemlja zavestno izključena iz komunikacije, tako imenovana zoo-hipoteza, ki trdi, da nas druge napredne civilizacije neprestano obiskujejo, ki želijo opazovati našo, ne da bi ustvarili stik z nami. Človeštvo je torej laboratorijski eksperiment za druge civilizacije. Gospod profesor Fermi! Ponoči je bila moja soba potopljena po globoko rdečo luč. Moje igrače, pohištvo, moja postelja, moje roke. Vse je bilo enake barve in se je zdelo, da je narejeno iz istega mehkega materiala. Razlaga za to rdečo čarovnijo je bila velika osvetljena zvezda rdeče armade na strehi tovarne čez cesto, ki je vsako noč prelivala svoj ogenj v mojo sobo. Dnevi so bili v primerjavi s tem sivi, lepljivi kot sluz in napolnjeni z neomejenim dolgčasom. Vse mi je zdelo grdo in neresnično.
okupacijsko cono. Ne spomnim se, da sem kdaj slišal nekoga peti ali se smejati. Svet, ki je obstal brez zvokov, brez barv, brez gibanja. Le včasih ga prekine tovornjak, poln sovjetskih vojakov, ki so bruhali po ulicah. In potem je spet vse utihnilo. Imel sem občutek, da se ljudje okoli mene trudijo biti spregledani, nezaznani. Zdelo se je, da so se bali le tega, da bi bili vidni, odkriti. Mesto, ki je igralo mrtveca. Bil sem kot tujec, čigav vesoljska ladja je eksplodirala na neznanem planetu in tako obtičala brez možnosti, da bi še kdaj odšla. Ne samo, da sem zaradi trka izgubil orientacijo, ampak tudi spomin, ker sem pozabil, kdo sem in odkot prihajam. Prepričan sem bil le v eni stvari, da je to tuj svet, v katerega sem zdaj ujet. Dremal sem v tem sumraku, kot v navidez neskončnemu transu, dokler se nekega dne oče ni vrnil iz pisarne, pred mano odložil paket, zavil vorjal papir in z žepnim nožem prerezal vrv, ki je bila privezana okoli njega. In pred mano je na paket bruhal barvit sijaj prvih nemških stripov o Mickey Mousu. Ko sem odprl svoj prvi strip o Donaldu Ducku, se mi je zdelo, kot da bi spet videl dnevno svetlobo nekoga, ki je bil več dni ujet pod zemljo zaradi minske katastrofe. Po vseh teh letih kulturne in estetske odsotnosti me je končno objela velika kultura. Svet, v katerem so ljudje še vedno izgledali pravilno, z rumenimi kljuni ali črnimi gumbi namesto nosov. In tu sem spoznal osebo, ki mi je za vedno spremenila življenje. Donalda Ducka. In čeprav sploh ni podoben človeku, ampak je bolj podoben rasi, uteleša človeka bolj kot vsa likovna dela pred njim. Neverjetno je, da je ta mali umetni zmaj toliko boljše ogledalo človeške duše. V njem prepoznamo svoje strahove, negotovost in slabosti, neumnosti in zlobo, zavist in nevednost. Pa tudi tista trma, s katero po vsakem porazu, po vsakem neuspehu in po vsaki katastrofi stanemo in začnemo znova. Gottfried Hellwein. Morda pa so druge civilizacije razvile druge nam neznane načine komuniciranja. Ali pa smo samo preveč odročni in nezanimivi za kolonizacijo.
decembra 1955 afroameričanka Rosa Parks v Belcu ni hotela odstopiti sedeža na avtobusu. Praksa je v tem namreč bila, da sedijo črnci in belci ločeno. Črnci so pa smeli sesti le v ozadju.
Eksperiment Zemlja 3000 je končan. Ljuba Kitty, že večkrat sem ti povedala, da je moja duša tako rekoč razdeljena na dva dela. V enem delu je doma moja nezadržna veselost, posmehljivost do vsega in vseh, veselje do življenja in predvsem moja lastnost, da vzamem vse z lahke strani. S tem mislim, da se mi majhen flirt, poljub, objem ali pa nespodobna šala ne zdi nič posebnega. In ta stran mojega značaja je vedno na mreži in prežene tisto drugo, mnogo lepšo, čistejšo in globljo Ano. Kaj ne, lepe strani Ane skoraj nihče ne pozna in zato je tudi toliko ljudi ne more utrpeti. Lahkomiselna, površna stran mojega značaja vedno odrine tisto globljo in zmaga. Ne moreš si misliti, kolikokrat sem že poskusila, da bi to Ano, ki je samo pol Ane odrinila, spremenila in skrila. Pa se ne da. In tudi vem, zakaj se ne da. Zelo se bojim, da bi vsi, ki me poznajo, kakršna sem, odkrili še mojo lepšo in boljšo stran. Bojim se, da bi se norčevali iz mene, da bi se jim zdela smešna in sentimentalna, da bi me ne vzeli resno. Navajna sem, da me ne jemljajo resno, tudi tega je navajna samo lahka Ana in samo ta lahko to tudi prenese. Težka je zato preslabotna. Kadar sem za silo 1/4 postavila dobro Ano v središče pozornosti, se je zaprla kot mimoza in ko bi morala spregovoriti, je že predala beseda Ani številka 1. In preden se zave, je že ni več. Ana še nikoli pojavila, niti enkrat, samkrat ne. Kadar pa sem sama, ima vedno glavno vlogo. No tako vem, kakšna bi bila rada, kakšna tudi sem. V sebi, tudi žal vem to sama zase. Mogoče ne, pa gotovo je to vzrok, zakaj imam sama sebe za srečen, navznoter obrnjen značaj. Vsi drugi pa me imajo za srečno, navzven obrnjeno naravo. V meni mi čista Ana kaže pot, navzven pa nisem nič drugega, kot obljesko kozliček. V meni vse joče, le poglej, kaj je nastalo iz tebe. Slabo mnenje, porogljivi obrazi, zadrege, ljudje, ki se jim zdiš zoporna. In to vse zato, ker ne poslušaš na sveta svoje boljše polovice. Saj bi ga rada poslušala, pa ne znam. Kadar sem tiha in resna, vsi mislijo, da je to nova komedija. In potem se moram rešiti s šalo.
da sploh ne omenim svoje družine, ki je prepričana, da sem zbolela. Pitajo me s tabletami, tipljajo mi čelo, če imam vročino. Sprašujejo me o moj prebavi in mi očitajo mojo slabo voljo. Ne zdržim, da tako skrbijo zame in tako postanem spet odrezava, potem žalostna in končno spet obolnem srce. Slaba Ana pride na dan, dobra pa se skrije in tako vedno iščem pot, da bi postala kakršna bi rada bila, če ne bi živeli na svetu še drugi ljudje.